Dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Vedno bolj se približujemo vrhuncu obdobja, v katerem se spominjamo Jezusovega trpljenja in njegovih čustvenih in telesnih bolečin. Čustvene bolečine so pri Jezusu nastale ob dejstvu, da se izraelsko ljudstvo ni na pravi način odzvalo na klic Božje ljubezni in pravičnosti. To je pri njem povzročalo žalost, razočaranje in srčne bolečine. Telesne bolečine pa so začele in dosegle svoj vrhunec na Veliki petek. Evangeliji opisujejo Jezusovo zvestobo napram nebeškemu Očetu. Prav tako pa nas spodbujajo, da tudi mi živimo in delujemo skladno s Kristusovo podobo. Gre torej za naš odgovor, za našo reakcijo, za našo poslušnost Božjemu klicu, njegovemu delovanju in napram njegovim zapovedim. Pri podrobnejšem opazovanju in analizi našega verskega življenja ter delovanja ugotavljamo, da tudi mi večkrat povzročamo Jezusu bolečine. Ravno tako kot nekoč njegovo ljudstvo smo tudi mi dandanes ravnodušni, brezskrbni, ja, včasih celo nesramni do nebeškega Očeta in do njegove ljubezni. Tudi v naši sredini vlada greh, nečistost, nezvestoba, preklinjanje, nevera in še bi lahko naštevali. In ravno tako kot takrat, tako tudi mi dandanes nismo pripravljeni spremeniti naše življenje, obžalovati naše grehe in zapustiti napačno pot verovanja in delovanja. Vse to spravlja nad nas Božjo jezo in kazen. Božja beseda pa nas spodbuja, da se vrnemo nazaj k Božjemu Sinu in obnovimo našo zvestobo napram nebeškemu Očetu. Kajti šele takrat lahko tako kot psalmist 43. psalma, tudi mi v naši stiski, v času preganjanja in nepravičnosti izpovemo: prisodi mi pravico, o Bog, pravdaj se za mojo pravdo. Postno obdobje lahko na podlagi prave drže srca, to je miselnosti, ki raste in črpa svoje moči iz Evangelija, privede do spremembe naših življenjskih navad, pogledov in dejanj. Pisec pisma Hebrejcem je tako zapisal: on je od njih svojega mesa daroval molitve in prošnje, z močnim pitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in je bil uslišan zaradi spoštovanja do Boga. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, počelo večnega odrešenja. Pisec pisma Hebrejcem poudarja s temi besedami Jezusovo molitveno življenje, njegovo zvestobo tudi v težkih in nerazumljivih trenutkih, kar ga je privedlo do poveličanja. Tudi mi se kot verni in pobožni kristjani velikokrat znajdemo v težkih, bolečih in za nas nerazumljivih situacijah. Še posebej v tem tako dolgotrajnem obdobju pandemije COVID-19 se soočamo z obolelostjo in včasih tudi s smrtjo družinskih članov, prijateljev ali znancev. Nemalokrat nas to pahne v malodušje, saj mislimo, da si tega ne zaslužimo, oziroma se včasih celo sprašujemo, če smo še na pravi poti. Jezus pa se je iz tega, kar je kot nedolžen in nič kriv pretrpel, naučil poslušnosti, ter tako dosegel popolnost. Mi pa imamo nemalokrat drugačno metodo. Kadarkoli so nam Božje besede v napoto pri doseganju naših človeških, velikokrat grešnih ciljev in načrtov, razglasimo Božje besede za nevzdržne oziroma za nas nesprejemljive.
Če nimamo veselja do Božje službe, se tretja zapoved posvečuj nedelje in praznike, kar hitro razvodeni in relativira. Pa ja ne bomo vsako nedeljo posvetili Bogu in se družili v cerkvi, ali pa sedaj v času pandemije pri branju Božje besede in molitve v domačem krogu. So misli in izgovori, ki se pojavijo v takih trenutkih. Druge obveznosti, nedeljsko kosilo, rekreacija ali športni dogodki, dopusti v času največjih cerkvenih praznikov. Vsi ti vzroki imajo na žalost isto težo in prioriteto kot Božji klic oziroma njegov poziv, ki je namenjen vsakemu človeku. Naše srečanje z Božjo besedo, z njegovim klicem in zapovedjo se nemalokrat konča. Moja, ne tvoja volja, naj se zgodi. Ravno to pa nas loči od Jezusa, od njegove poslušnosti in njegove neomajne zvestobe. Tudi v najhujših trenutkih dvoma, strahu in negotovosti je Jezus izpovedal, ne moja, temveč tvoja volja naj se zgodi. Jezus se je bal poti trpljenja, bolečin in zaničevanja, ki je čakala na njega. Zakaj torej ni tudi on pot, ki vodi na križ, razglasil za nevzdržno oziroma zanj nesprejemljivo? Ali ni imel dovolj priložnosti, da bi vse to prekinil? Ali ne bi njegov oče lahko vse to trpljenje tudi preprečil? Ali mu ne bi verjeli, da je zahteva po križu več, kot lahko njegov sin prenese in vzdrži? Jezus se je v svoji molitvi sicer pogajal z očetom, ko je rekel, Aba, oče, tebi je vse mogoče, daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kar jaz hočem, ampak kar ti. Jezus ne gre samo po nevzdržni oziroma nesprejemljivi poti, ki vodi k križu, temveč se s tem uči tudi pokore, to je poslušnosti in ponižnosti, hkrati pa se podvrže Božji volji. Volja očeta in njegova volja postaneta eno. Njegova poslušnost je rezultat, je sadež in posledica te enotnosti z Bogom. Popolna poslušnost je nasprotje naši neposlušnosti in samovolji. Jezusov boj s strahom in dvomom se je končal v sprejemanju Božje volje. Ta njegova zmaga pa nam je prinesla možnost večnega življenja in skupnosti s Bogom. Toda kako doseči ta cilj? Kje dobiti prave napotke za naše življenje? Kako motivirati starejše, mlade vernike, da se spet družijo pri Božji besedi in da čutijo pripadnost veri, svoji cerkvi? Blaise Pascal, matematik in filozof iz 17. stoletja, je v svojem literarnem delu z naslovom Misli zapisal: Vsi ljudje iščejo srečo, v tem ni izjeme. Naj si pri tem uporabljajo še tako različna sredstva, vse težijo k temu cilju. Kar ene navaja, da gredo v vojno in kar druge, da ne grejo, je prav ta želja, ki je v obojih, a jo spremljajo različni pogledi. Volja nikoli ne napravi najmanjšega koraka v stran od tega cilja. Konec navedka. Kot velikokrat sami spoznamo in tudi nemalokrat slišimo od drugih, je bistvo težave v tem, da se ljudje pri iskanju sreče osredotočajo na napačne stvari, misleč, da jih bo osrečilo imetje, ugled, položaj ali moč. Povedano z drugimi besedami, ljudje, ki ne poznajo Boga, so se prisiljeni vključevati navzdol, s tem, da svojo identiteto iščejo v prvinah sveta. Tisti pa, ki so spoznali Boga, še več, ki jih je tudi Bog spoznal, so se začeli vključevati navzgor, kar pomeni, da so svoje življenjsko težišče položili v odnos z nebeškim očetom.
Zadnji so se ozrli na Kristusa in zaživeli skladno z njegovo podobo. Ali kot je zapisal pisec pisma Hebrejcem, čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti. Dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, po čelu večnega odrešenja. Vsem tistim, ki so Kristusu poslušni, ki mu sledijo, ki mu zaupajo ne glede na okoliščine, v katerih se nahajajo, takim je Kristus postal počelo večnega odrešenja. In ne samo to. Božji sin po svojem svetem duhu v življenje takšnega človeka vsadi veselje oziroma srečo. Torej ravno tisto, kar je matematik Blaise Pascal zapisal, da vsi iščejo. Na Veliki petek oziroma že v samem postnem času odkrijemo v trpečem Kristusu sotrpečega Boga, ki človeka razume in z njim sočustvuje. Učlovečeni Bog je napravil naše življenje za del svojega življenja in naše trpljenje za svoje trpljenje. Zakaj Bog v tem svetu dopušča trpljenje, tega ne razumemo in ne vemo. In če bi to vedeli, nam tudi ne bi verjetno veliko pomagalo v življenju. Če pa čutimo Božjo navzočnost v svojih plitkostih, tedaj smo pri večnem izviru, iz katerega se življenje na novo rojeva. Na podlagi naše vere in našega zaupanja v Boga, na temelju našega osebnega odnosa z Jezusom, lahko v težavah in stiskah tudi mi, kot pisec pisma Hebrejca, izpovejmo, čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, po čelu večnega odrešenja.